vsi prisotni, začenjamo novinarsko konferenco. Samo pa moje fotografije nima. Prosim. Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob Evropskem dnevu osveščanja o možganski kapi, ki je sicer 11. maja letos, torej v prihodnjem tednu. Vse udeležence lepo prosim, da takrat, ko ne govorijo, imajo izklopljen mikrofon, da ne bi motili govorcev. Pozdravljam tudi gospoda Milana. Živijo. Pozdravljeni. Živijo. Tudi za vas bom prosil, da izklopite mikrofon, kadar ne govorite. Ja. Z veseljem najavljam, da imamo nekaj eminentnih gostov danes, ki bodo govorci na tej konferenci. To so Štefan Mali, doktor medicine, specialist urgentne medicine iz zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolsa iz Maribora. Potem Matejo Verdinek, doktorico medicine, specialistko interne medicine iz Splošne bolnišnice Jesenice, doktor Matijo Zupana, doktorja medicine, specialista nevrologa iz UKC Ljubljana, potem docentko doktor Niko Golar, doktorico medicine iz Soče, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta in seveda primarija Matijo Cevca, našega predsednika. Zdajle predlagam, da bo za uvod dovolj, torej prosim, da imate vsi izklopljene mikrofone v času, ko ne govorite. Čas za vprašanje bo potem, ko bodo svoje povedali vsi uvodničarji. In potem še to povem, da bomo po konferenci seveda vam poslali tudi izjavo za javnosti o tej tematiki. Konferenca se snema in če nam bo uspelo, da bo tehnično vse teklo, bomo potem, jo bomo prenašali konferenco tudi na našem Facebooku. To bo prvič tako, ne? Če bi slučajno kdo od udeležencev ne želel, da se ga vidi, če bo nastopal, ga seveda prosim, da izklopi tudi kamero v takem primeru, ne? Ker konferenca bo snemana in bomo konferenco potem tudi objavili mislim, da že danes ali pa najkasneje jutri na naših medijih. Tako, to je bilo dovolj, zdaj bom jaz mikrofon izklopil in dajem besedo predsedniku društva za zdravje srca in ožilja, primariju Matiju Cevcu. Primarij Cevc, imaš besedo. Hvala lepa za povabilo in možnost, da nekaj povem ob tem pomembnem dnevu, za katerega se očitno malce premalo zavedamo, namreč pomena preventive, preprečevanja in nenazadnje tudi zdravljenja možganske kapi. Kot vedno, seveda, glede na to, da sem predstavnik društva za srce, ki je primarno preventivno društvo, čeprav ima vključene tudi kar nekaj bolnikov, je seveda jasno, da moram nekaj povedati ravno tudi o metodah, načinih, kako se izogniti nevarnostim, da bi doživeli možgansko kap. In pridemo spet do klasične zadeve, to se pravi do zdravega življenjskega sloga, znotraj katerega je ena od pomembnejših zadev je redna, vsakodnevna telesna dejavnost, zdrava prehrana, shujšanje, namreč mi vemo, da debelost je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za recimo atrijsko fibrilacijo. Atrijska fibrilacija pa neposredno povezana z nevarnostjo možganske kapi. In seveda, če bomo to zmanjšali, je verjetnost, da bi do kaj takega prišlo pri nas tudi manjša. Po drugi strani vemo, da debelost je povezana z povišanim krvnim tlakom, ki je tudi dejavnik tveganja, in z sladkorno boleznijo, ki je tudi dejavnik tveganja. Skratka, če imamo zdravo telesno težo, če se gibljemo, je tudi manj hipertenzije, se pravi povišanega krvnega tlaka, je manj
sladkorne bolezni in prognoza je na vsak način bistveno boljša, da imamo manj šans, da bi nas ta možganska kap prizadela. Tisto, kar je pa ob tem dnevu še posebej potrebno povedati, je pa to, da je odgovornost nas vseh, da smo pozorni na opozorilne znake oziroma na znake možganske kapi. Znamenito geslo, recimo temu tako, grom. Kadar imamo prizadet govor, če nam enkrat roka ne deluje več tako, kot bi bilo potrebno, če se nam poves ustni kot, se pravi, če opazimo na obrazu neke spremembe veka, kot, če v takem primeru je potrebno takoj, ne čakati, takoj poiskati pomoč. In tukaj je pravzaprav ena od tistih težav, ki jih imamo v Sloveniji, da je ta osveščenost na žalost premajhna. Po drugi strani pa tudi se ljudje ne znajdejo čisto in ne vedo, kam iti, koga poklicati, in se po nepotrebnem in v veliko škodo izgublja čas, ker vemo, da če kje pri možganski kapi pa res minute štejejo. In verjetno je za tega tisto, kar je zelo pomembno, da če svojci pri svojem bližnjem opazijo katerega koli od teh znaka, ker dostikrat tisti, ki je prizadet, tega niti ne vidi, ali pa ne more odreagirati, če mu je odpovedal govor, kako bo pa klical. Skratka, takrat je potrebno čim prej poklicati reševalno službo, da pridejo na dom in takega čim prej odpeljejo do ustrezne inštitucije, kjer bi lahko ukrepali nemudoma. Še enkrat poudarjam, minute so tukaj izredno pomembne. Bom rekel, na primer, to se je pri koronarnih bolnikih pokazalo, da so te minute rešile marsikatero invalidnost pri možganski kapi, ki pa ima praktično skoraj vedno, če ne razrešimo pravočasno, posledice z raznimi stopnjami invalidnosti. Če bomo mi ta pravi čas ustrezno ukrepali, odstranili ti vzrok, ki je povzročil možgansko kap, bomo izboljšali kvaliteto življenja, marsikatero invalidnost preprečili, in na to je treba misliti. In to bo res potrebno v slovenski populaciji, kjer se teh ukrepov ob akutnih možganskih dogodkih nismo tako dobri, kot bi lahko bili, ker načeloma celo imamo že določene metode vzpostavljene, se pravi telekap in podobno, to v Sloveniji načeloma je, ampak očitno se tega premalo poslužujemo, kot se tudi premalo poslužujemo teh preventivnih ukrepov, kot sem že rekel, zdravega načina življenja, izogibanja nezdravih navad, kot je nezdravo pitje alkohola in zlasti kajenja. Kajenja je v Sloveniji še zmeraj ogromno in tisto, kar najbolj boli, da je tega zlasti veliko med mlajšimi. Skratka, tukaj nas čaka kar veliko delo v našem društvu in tudi v društvu bolnikov po možganski kapi. Z njimi skupaj moramo na tem področju res v prihodnosti nekaj dodatno narediti, da bomo izboljšali slabo statistično situacijo, ki jo imamo v Sloveniji. Toliko sem mislil povedati. Hvala lepa. Primarij Cevc, hvala lepa. Zdaj gremo pa v Maribor, besedo ima dr. Štefan Mali. Izvolite. Zahvaljujem se za besedo in seveda za povabilo vašega društva. Torej, sistem predbolnišnične nujne medicinske pomoči je zasnovan tako, da bi naj vsem prebivalcem Slovenije omogočil ustrezno in po kakovosti ter dostopnem času primerljivo nujno medicinsko pomoč, tudi transport v bolnišnico. Kljub dejstvu, da za možgansko kapjo dnevno v Sloveniji zboli 10 ljudi, jih v sistemu urgentnih reševalnih prevozov skrbimo manj kot polovico. Dober izhod bolezni je cilj vseh naših ukrepov. Za uspešno zdravljenje s čim manj posledicami je seveda najpomembnejši čim krajši čas od nastanka znaka kapi pa do bolnišničnega zdravljenja s topljenjem ali odstranitvijo krvnih strdkov iz zamašenih žil v možganih. V tej verigi ukrepov je več členov.
Začne se s prepoznavo znakov možganske kapi in klicem na številko 112, sledi aktivacija nujne medicinske pomoči in pa terenska oskrba bolnika, urgentni transport ter bolnišnično zdravljenje. Pri vsakem od teh členov so mogoče izboljšave in optimizacija, a žal je še vedno najšibkejši prav ta prvi člen verige. Prepogosto ugotavljamo, da ljudje ob znakih tega tako imenovanega groma odlašajo s takojšnjim obiskom zdravnika ali pa klicem na pomoč, ob blago izraženih znakih možganske kapi čakajo doma, da se bo stanje morda samo izboljšalo, ali pa tudi znake kapi pripisujejo drugim prehodnim zdravstvenim težavam. Večja osveščenost o znakih možganske kapi in nemuden klic na številko 112 sta izrednega pomena za uspešno nadaljnje zdravljenje in pa dober izhod bolezni. Delo ekip nujne medicinske pomoči vključuje aktivacijo in nujni prevoz ustrezne reševalne ekipe, terensko klinično oceno stanja bolnika in pa stabilizacijo njegovih življenjskih funkcij. Sledi nujni prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove. Do nedavna je bila aktivacija ekipe prepuščena lokalnim enotam nujne medicinske pomoči, zadnja leta pa se zadeve spreminjajo na bolje. Vzpostavljen je namreč dispečerska služba zdravstva, ki prevzema nujne zdravstvene klice v večini regij po Sloveniji in skrbi za aktivacijo in strokovno opredelitev nujnosti intervencij. Svetuje klicateljem o nujnih ukrepih do prihoda medicinske ekipe, mogoč pa je tudi sprotni prenos podatkov o bolnikih v bolnišnice, kar bo v prihodnje skrajšalo čas obveščanja bolnišnic in pa olajšalo delo našim terenskim ekipam. Za optimalno oskrbo bolnikov je za ekipe nujne medicinske pomoči pomembno tudi, da imajo zdravstvene ustanove urejene protokole nujnega sprejema s čim krajšo predajo bolnika na ustrezni lokaciji bolnišnice, kjer bi naj bil tudi neposredni dostop do slikovne diagnostike in pa zdravljenja. V času epidemije COVID se dostopni čas nujnih intervencij zaradi priprave reševalnih vozil in seveda oblačenja osebne varovalne opreme reševalcev pri bolnikih v splošnem podaljšal za nekaj minut. Zaradi varnosti osebja helikopterskih ekip nujne medicinske pomoči pa tudi ne prevažamo bolnikom z sumom ali potrjeno okužbo z COVID-om. Pri bolnikih z možgansko kapjo v večini primerov ni suma za hkratno okužbo z COVID, zato aktivacije praktično brez pomembnih odstopanj izvajamo kot pred epidemijo. Da sklenem, nujna medicinska pomoč je en od členov v verigi, ki omogoča dober izhod bolezni pri bolnikih z možgansko kapjo. Krajšanje intervencijskih časov in hitra strokovna prepoznava te bolezni na celotnem ozemlju Slovenije pa sta naši prioriteti, katerim posvečamo veliko truda in ukrepov. Hvala lepa. Hvala lepa. V Maribor in iz Maribora skačemo na Jesenice. Dr. Mateja Verdinek ima besedo. Izvolite. Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Hvala organizaciji za tole povabilo. Jaz sem specialistka internistka. Mogoče najprej na začetku, zakaj internist govori o možganski kapi oziroma njeni akutni obravnavi. Namreč zaradi trenutnega pomanjkanja nevrologov na celotnem območju Slovenije je namreč tako, da bolniki v veliki meri, ki pač pridejo v splošno bolnišnico, pa so doživeli nenadno možgansko kap oziroma nenaden nevrološki izpad, pridejo na obravnavo v urgentno internistično ambulanto. Pravi, to je enota za bolezni. Ko obravnava takega bolnika, pa se začne v bistvu že s klicem iz terena, a ne, tako kot je že dr. Mali predhodno povedal, bolnik tak, ki pač bi bil kandidat za intervencijo, se praviloma najavi vnaprej. Tako da imamo mi potem čas, da v bistvu že nekako splaniramo, kakšno obravnavo tak bolnik potrebuje. Po triažnem sistemu spada tak bolnik v naši bolnišnici oziroma povsod po manchesterskih kriterijih v oranžno fazo, se pravi v vrsto bolnikov, ki zahtevajo obravnavo znotraj 15 minut od opisa. Po triažnem sistemu v bistvu vsak nevrološki izpad, ki je mlajši od 24 ur, pade v to kategorijo.
Pri možganski kapi, za razliko od mogoče kakšnega drugega tudi nujnega stanja, je ta časovna komponenta nekaj, kar je zraven vkomponirano v obravnavo. Se pravi, tak bolnik ima res pred vsemi oranžnimi, če tako rečem, še dodatno prednost pri obravnavi, ravno z razlogom, ker je časovna komponenta od nastanka iz kemičnega dogodka pa do obravnave oziroma potencialnega zdravljenja kritična. Namreč zdaj smo nekako bili omejeni v zvezi z nadaljnjim zdravljenjem z trombolizo oziroma mehansko revaskularizacijo z časovnim obdobjem 4,5 ure od začetka nevrološkega izpada. To je zelo kratek čas, ki v bistvu mine zelo, zelo hitro. Lahko si predstavljate, da tudi pride prehospitalna enota do bolnika, da ga oskrbi, prepelje do urgentnega centra, je to morda ura, morda tudi že 2 in se že bližamo tistemu oknu, ki ga bomo kmalu zamudili. Ko pride bolnik v urgentno ambulanto, se mu takoj posnamejo vitalne funkcije, nastavi se mu venski kanal in že vnaprej predvidimo slikanje, tako da obvestimo tudi radiologa, da bo pač bolnik prišel, da se mu napravi slikanje glave. Praviloma se odločimo vedno za slikanje nativno, se pravi glave, zato da bi se videlo, če so že ishemičen dogodek neko posledico na možganovini že pustil. Naredi pa se tudi slikanje žil, se pravi CT angiografija. Vse te slike se potem v bistvu takoj po tistem, ko so pač narejeni ustrezne rekonstrukcije, pošljejo po sistemu Telekap iz naše bolnišnice v bolnišnico, se pravi na nevrološko kliniko, kjer nam kolegi na Telekapi pomagajo pač glede nadaljnjih ukrepov pri takem bolniku. Praviloma potem nekako, ko so te slike poslane, hkrati seveda pošljemo tudi radiologom našim domačim za odločitek in potem recimo v nekih 10 minutah pokličemo na Telekap. V tem času, v teh 10 minut pridobimo vse podatke, ki jih pač o bolniku moramo vedeti, preden ga bomo predstavljali za eventualno intervencijo. Se pravi, vedeti moramo vsaj nek osnovni laboratorij, kar moram reči, da imamo pri nas srečo. Naši laboratorijski delavci so zelo hitro imamo že neke osnovne laboratorijske izvide o vsakem bolniku. V tem času, ko je pač človek že v slikovni diagnostiki. Potem pa v bistvu aktiviramo Telekap, se pravi, povežemo se, dostikrat je na drugi strani dr. Zupan, ki se bo kasneje še malo povezal z nami in v bistvu on preko kamere, se pravi, pridobi neke osnovne nevrološke znake oziroma nek vtis o tem, kakšna prizadetost je ta kap povzročila. Seveda mi moramo pridobiti čim več heteroanamnestičnih podatkov. Zelo nam pride prav, če je ta bolnik že predhodno kdaj pri nas bil obravnavan. Se pravi, vemo, kakšna zdravila je predhodno jemal, kakšni so njegovi dejavniki tveganja, če je že prej morda tudi doživel kakšno tako ishemičen dogodek, zato da se potem z vsemi temi podatki opremi nevrologa, ki se bo potem odločil, ali se bo za litično zdravljenje ali za eventualno mehansko revaskularizacijo odločil. Zdaj, če to vse skupaj poteka optimalno, je nekako od obravnave oziroma vpisa v naš triažno ambulanto pa do pogovora oziroma eventualnega že začetnega zdravljenja traja približno skoraj od 40 do 50 minut. To je tisti čas, ki je kritičen, to je tudi tisti čas, na katerem bi bilo potrebno še znotraj naših bolnišnic več narediti. Namreč, čim hitrejša in prioritetna obravnava takih bolnikov, vsekakor za vsako minuto, ki jo pridobimo, izboljša eventualni izplet oziroma izplen naše nadaljnjega zdravljenja. Zelo bi si želeli tudi pač, mogoče se sliši malo politično, bolj enakovredne in enakopravnega dostopa vseh bolnikov v celotni Sloveniji do take diagnostike in terapije. Vsi vemo, da so pač bolj periferni kraji nekako že v osnovi nekako v nekem slabšem položaju dostopnosti in zaradi časovne komponente in zaradi slabše opremljenosti nekaterih regionalnih bolnišnic. Želeli bi si tudi napredne slikovne diagnostike, ki bi to okno 4,5 ure od začetka nevrološkega izpada lahko potencialno pri določenih izbranih bolnikih podaljšalo celo do 9 ur. Tu govorimo o pač preiskavah, ki so naprednega značaja v smislu perfuzije in tudi magnetne resonančne dostopnosti. Tako da to so vsekakor tiste zadeve, s katerimi bi lahko pretežnemu delu bolnikov morda bolj ustrezno, hitreje in tudi bolj učinkovito pomagali, ko pride do tega dogodka.
Seveda primarna preventiva vseh teh dogodkov spada tudi nekako v internistiko, a ne primarij cevc. Tako da iz tega razloga vsekakor pač si želimo internisti biti zraven vpleteni v celoten ta potek oziroma bi si želeli tudi aktivno in aktivneje sodelovati pri vzpostavljanju ustreznih mrež in protokolov, ki bi pač izboljšalo pač dosežke zdravljenja te bolezni, ki pa je z prevalenco dejavnikov tveganja, ki pač se pomikajo vedno bolj v mlajšo dobo, se pravi epidemija debelosti, pogostejše kajenje v mlajši dobi pri vedno več, se pravi kajenje je vedno bolj prevalentno pri mlajši populaciji, tudi hiperholesterolemija, arterijska hipertenzija, vsi ti dejavniki tveganja se nekako pomikajo v mlajšo dobo, kar pomeni, da bo zelo verjetno posledice teh dejavnikov tveganja tudi zaznati v bližnji prihodnosti, se pravi, da bo mlajša aktivna populacija zbolevala z boleznijo, ki pušča praviloma zelo hudo invalidnost. Toliko iz moje strani, hvala lepa. Hvala lepa vam. Zdaj pa z Jesenic v Ljubljano in najprej na UKC Ljubljano, kjer dajem besedo dr. Matiji Zupanu. Izvolite. Dobar dan, upam, da se dobro slišimo. Hvala za povabilo. Vedno rad sodelujem na vaših konferencah, ker so relevantne in usmerjene na tisto, kar je pomembno za vsakdanjo klinično prakso. Na Nevrološki kliniki v Ljubljani pravzaprav pokrivamo, lahko rečem, večji del države s 24-urno službo, ki opravlja najbolj zahtevne posege na možganskih žilah. V prvi vrsti so to posegi mehanske rekanalizacije, mehanske trombektomije, ki so namenjeni najbolj zapletenim bolnikom z možgansko kapjo, z zaporo velike žile, pri katerih intravenska tromboliza običajno ni učinkovita, ne raztopi krvnega strdka. Obenem smo pa seveda tudi sekundarna ustanova za širše območje osrednje Slovenije, tako da pri nas obravnavamo veliko število bolnikov z možgansko kapjo na letni ravni, verjetno je to tam kar proti polovici vseh v Sloveniji. Kar zadeva naših rešitev, ki jih uporabljamo v vsakdanji klinični praksi, se niti samo pandemijo niso spremenile, še vedno koristimo model telemedicine, ki ga imenujemo Telekap. Ta deluje uspešno že od leta 2014 in je razširjen v vseh regionalnih bolnišnicah v Sloveniji. Večina se jih redno vključuje v obravnave bolnikov, le redke, priložnostno, občasno, večina pa, kot rečeno, zelo pogosto na vsakodnevni bazi oziroma vsaj nekajkrat na teden, ko obravnavamo bolnika z akutno možgansko kapjo, praviloma v odsotnosti nevrologa v regionalni bolnišnici. Večina teh obravnav odpade na obravnave izvenrednega delovnega časa, ko večina regionalnih bolnišnic nima na voljo svojih nevrologov, ker neprekinjeno zdravstveno varstvo ni vzpostavljeno oziroma večinoma niti ni smiselno. Kar zadeva obravnavo teh bolnikov v Sloveniji v zadnjih letih, razen telemedicine, nismo zaznali pomembnega napredka, predvsem zaradi tega, ker infrastruktura, vključno z osebjem, ne sledi razvoju stroke. Zakaj si drznem to trditi? Že leta dolgo govorim o tem, da imamo v Sloveniji samo 3 enote za možgansko kap. 10 let nazaj je bilo podobno, kot je danes, spremenilo se ni nič. Potrebovali pa bi vsaj še 3 enote za možgansko kap, ki predstavljajo osnovno celico organizacije obravnave teh bolnikov v hiperakutnem obdobju možganske kapi. In seveda poleg medicinskega dela zajemajo tudi že rehabilitacijo, najbolj zgodno rehabilitacijo bolnikov. Tega se v Sloveniji nismo vzpostavili v tistih bolnišnicah dodatno, ki na letni ravni oskrbijo vsaj 200 bolnikov z možgansko kapjo. Te bolnišnice pa kar nekaj. Verjetno bi se vsaj 3 našle. Razlogi so različni, čas za razglabljanje o tem je verjetno prekratek, tako da se tega natančneje ne bom dotikal. Druga stvar, ki nas je seveda v zadnjem letu presenetila ali pa ne,
so nove pandemične razmere, ki so zaostrile tudi pogoje, v katerih delamo na nevrološki kliniki, zlasti v drugem valu epidemije, zaradi velikega pravzaprav navala bolnikov, ki so bili vendarle sumljivi za hkratno okužbo s covidom, dokler se niso vzpostavile ustrezne poti za te bolnike, dokler nismo imeli na voljo hitrih testov, je bilo delo pravzaprav izrazito stresno in je seveda vsa procedura podaljšala oskrbo teh bolnikov oziroma podaljšala čas, v katerem so prišli do ustrezne oskrbe, do ustreznega zdravljenja z namenom odpiranja zaprte možganske arterije. V prvem epidemičnem valu lahko rečemo, da smo imeli bistveno manj pacientov obravnavanih, verjetno zaradi tega, ker so tiste manjše kapi in TIA, prehodne shemične motnje, čakale doma, v upanju, da se bo simptomatika izboljšala, kar je seveda izrazito slaba strategija. Kot so poudarili že moji predhodniki na tej konferenci, je bistveno to, da se ob prvi zaznavi simptomov, ki bi lahko kazali na možgansko kap, ukrepa po stopni najmočnejše prioritete. Torej, gre za prioritetno obravnavo, ki jo kot tako naj prepoznajo tudi laiki oziroma očividci dogodka, nenadnega nevrološkega izpada, ki kaže na možgansko kap. Seveda potem lahko rečemo, da v tem drugem valu epidemije oziroma po začetku cepljenja smo se začeli soočati s sumi na tromboze na neobičajnih mestih, ki so zaenkrat, kot zaenkrat razumemo zadevo, precej redke in kot sam poznam kazuistiko v našem centru, zaenkrat takega primera, ki bi ga povezali naprimer s cepljenjem in pojavom tromboze možganskih venskih sinusov, pravzaprav jaz ne pomnim na nevrološki kliniki. Bilo pa je veliko drugih pacientov, ki so imeli najrazličnejše objektivne ali subjektivne težave po cepljenju. Pri veliki večini teh bolnikov smo k sreči izključili nevarna nevrološka stanja. Seveda govorimo o kratkoročnih potencialnih posledicah cepljenja, dolgoročnih lahko samo ugibamo, če smo pošteni. Ampak to niti ni namen te konference. Skratka, delo tudi v trenutnih razmerah poteka nemoteno naprej, tako kot doslej. Če bolnika zadene možganska kap, zlasti hujša oblika možganske kapi, bomo zanj poskrbeli, ne glede na to, ali je epidemija ali ni epidemije, ali je cepljen ali ni cepljen, ali ima COVID ali nima COVID-a. Na tem mestu bi se jaz zaustavil in še enkrat zahvalil za pozornost in sem seveda odprt za morebitna dodatna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Ostajamo v Ljubljani, selimo pa se na Sočo, na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut in besedo dajem docentki doktorici Niki Goljar. Izvolite. Ja, najlepša hvala za besedo, najlepša hvala tudi za povabilo. Zdaj, rehabilitacija je seveda na koncu vsega tega procesa in že dolga leta se soočamo tudi s tem, da nekako sodimo v nižjo stopnjo pomembnosti, ampak že dolgo je dokazano, da z dobro organizirano rehabilitacijo lahko bistveno izboljšamo končne funkcijske izide zdravljenja bolnikov po možganski kapi. Kot je že omenil prej doktor Zupan, to je izjemno pomembno način zdravljenja tudi v akutnih bolnišnicah. Pomembno je pa, da se potem nemoteno nadaljujejo rehabilitacijski procesi tudi v subakutnem obdobju ali pa pri marsikaterem bolniku še v kroničnem obdobju, ko rešujemo dolgoročne rehabilitacijske cilje. Zdaj, večina bolnikov po možganski kapi ima neke večplastne nevrološke posledice in zaradi tega običajno tudi težave na večjih področjih človekovega funkcioniranja. Tako da je pomembno, da so deležni potem tudi nekakšne bolj celostne rehabilitacijske obravnave, ki jo ponavadi izvajajo interdisciplinarni rehabilitacijski timi.
Namreč taka obravnava, ne, zaradi teh večplastnih posledic potrebujejo ljudje posebna znanja zdravstvenih strokovnjakov iz različnih področij. Ne, recimo, če so prisotne težave z govorom, potrebna obravnava logopeda, če ima težave na kognitivnem področju, je potrebna obravnava psihologa, če so težave na gibalnem področju, potem potrebuje fizioterapevta, delovnega terapevta in tako podobno, a ne. Pomembno je tudi, da je zdravstveno osebje posebej seznanjeno z težavami, ki jih imajo bolniki po možganski kapi in z rehabilitacijskimi postopki, ker dejansko vse te terapije potekajo skozi 24 ur. Ni zadosti, da človek vadi v terapevtskih postopkih, a ne, potem pa leži v postelji, ampak to se odvija skozi 24 ur. Zdaj, kar se tiče Slovenije, smo več let opozarjamo, ne, da rehabilitacijske kapacitete niso zadostne, sicer so deležni bolniki rehabilitacije zlasti v zdraviliščih, vendar je običajno ta obravnava prekratka. Vsaj 50% bolnikov bi potrebovalo malo daljšo celostno rehabilitacijo. Naš inštitut žal zmore sprejemati samo približno 10% tistih, ki bi rehabilitacijo potrebovali. No, zdaj pa prišla še pandemija in seveda je rehabilitacijska oskrba še toliko bolj otežena, ker že prej ni bilo dovolj kapacitet. Zdaj pa se srečujemo zdaj pa tudi način našega dela je tak, ne, da terapije potekajo v skupnih prostorih, kjer je več ljudi, zdaj pa se moramo čuvati, ne. Poleg tega moramo vedno imeti na razpolago prostor za organiziranje rdečih con, tako da se je ne samo pri nas, ampak tudi drugod po svetu pač ta oskrba bistveno poslabšala, podaljšujejo se čakalne dobe, dostopnost do rehabilitacijskih storitev je zelo okrnjena. Zdaj mi se ves čas te epidemije pravzaprav zelo trudimo, da bi ohranjali neko dobro kakovost in oskrbeli čim več ljudi. Zdaj v tistem samem prvem valu, a ne, ker nismo nujna zdravstvena storitev, pravzaprav nismo imeli neke možnosti delov, iz akutnih bolnišnic smo sprejemali paciente, nismo pa imeli možnosti za ambulantne preglede ali pa ambulantno vrsto terapije. Tako da se je dejansko podaljšala čakalna doba vseh bolnikov, ki so v tem že čakali na vrsto, pa še seveda prihajali so novi bolniki. Zdaj, poleg tega je, ne, zaradi stalnih vdorov virusa tudi proti preorganizirati v tem vse delo, tako da je ogromno tega organizacijskega dela padlo na delavce, ne, če povem za naš oddelek, je bilo recimo odpovedovanja pregledov, teh prvih pregledov ali pa ponovnih pregledov 50% več za 50% v primerjavi s tem, ko smo imeli leta 2019 pred epidemijo mogoče 17% odpovedi in prenaročanja. Po drugi strani, ne, pa zdaj skušamo reševati nastalo situacijo s tem, da bi oskrbeli čim več bolnikov, tako da se dejansko zelo osredotočamo na pomembne rehabilitacijske cilje, ki jih lahko v nekem določenem času rešimo, skušamo učiti paciente in njihove svojce, vaj in načinov vadbe, jih izobražujemo o načinih gibanja oziroma pomoči sami sebe, da si potem lahko doma bolje pomagajo. Tako da ne samo pri nas, tudi drugod po svetu se je temu primerno nekoliko zmanjšala
zmanjšalo trajanje rehabilitacije, ampak če pogledamo učinke, ki jih spremljamo z določenimi ocenjevalnimi inštrumenti, so pa izidi rehabilitacije zelo primerljivi, tako da bistveno manj kakovostno taka oskrba ne poteka. Druga pomembna stvar, ki jo seveda skušamo uveljavljati, smo jo skušali uveljavljati že pred to epidemijo, so pa oblike telerehabilitacije. To smo poskušali v raziskovalnih projektih, pokazale so se pozitivne stvari, seveda je bilo tudi veliko negativnih stvari, ampak v tem času bi nam pa to zelo prav prišlo. Zdaj seveda zdravstvena zavarovalnica na to še ni bila pripravljena, je pa zdaj veliko večjo naklonjenost tem projektom pokazala, tako da saj za določene rehabilitacijske storitve bomo imeli zdaj na voljo storitve na daljavo, kar pa seveda mogoče vsaj malo zmanjša število obiskov v zdravstvenih ustanovah in omogoča pacientom, omogoča nam predvsem pogostejše sledenje pacientom pa zagotavlja neko tisto neke dobre občutke, da jih zdravstveni strokovnjaki spremljajo in da dajo ažurno navodila, kako naprej, in zagotavlja to ene dobre občutke in manjšo tesnobo. Kar v tem epidemičnem času pokazalo je tudi, da je velika večina pacientov bila odpuščena v domače okolje in s tem se je pa povečala seveda obremenitev svojcev, veliko več tudi opažamo teh tesnobnih občutkov, tem, ko skrbijo vsaj za težje paciente, tako da so to seveda tudi pa te indirektne posledice možganske kapi, ki jih pa moramo tudi obravnavati. Tako da ja, zdaj epidemija je prinesla tudi določena spoznanja, ki jih bomo lahko uporabili pri zagotavljanju rehabilitacijskih storitev v bodoče in mogoče nekako tudi optimizirali naše obravnave. Drugače se pa trudimo že vsa leta, da bi v bistvu nivo rehabilitacije postavili na višjo stopnjo, pa upajmo, da bo nekoč tudi na našem področju to doseženo. Hvala lepa. Hvala. S tem smo končali naše uvode, odprli bomo diskusijo. Imate možnost, da se prijavite, skratka, tisti, ki bi želel govoriti, naj preprosto pritisne na aktivira svoj mikrofon in postavi vprašanje, vendar imamo tudi v spodnjem delu ekrana imamo chat, na chat